V torek, 18. maja, je stadion Dobrava v Slovenskih Konjicah gostil tekmovalce 17 regijskih iger Celjsko-Koroške regije pod prirediteljem specialne olimpijade Slovenije v organizaciji Osnovne šole Podgoro, podružnične šole v Parku. Danes je za nas poseben dan. Organizatorji smo in to specialne olimpijade 17 športnih iger Celjsko-Koroške regije. Danes gostimo približno 220 športnikov, gostimo približno 20 trenerjev, gostimo približno 300 do 500 navijačev. Skratka, danes je pri nas veselo. Obiskali nas bodo tudi še športniki in to znani športniki, kot je Martina Ratej, kot je Jure Zdovc. Skratka, danes bo potekalo pri nas vse v znamenju specialne olimpijade. Vsi tekmovalci, ki se bodo tukaj pomerili, bodo že zmagovalci. Preprosto tukaj ni nobenega poraženca, vsi bodo odšli obogateni, zaradi druženja, zaradi prijateljstva in zaradi športnih uspehov. Za slavnostno otvoritev iger so učenci Osnovne šole Podgoro in učenci Osnovne šole v Parku pripravili kulturni program. Svoje misli so na odru strnili tudi govorniki prireditve. VD ravnateljice Osnovne šole Podgoro gospa Milena Olub, podžupan občine Slovenske Konjice gospod Bojan Podkrajšek in predstavnik Zavoda za fair play in strpnost v športu gospod Stanislav Pinter. Dober dan, gospod Stanislav. Danes ste se v Konjice oglasili iz Zavoda za fair play. Mi lahko poveste, s kakšnim namenom ste prišli v naš lepi kraj? Ja. V enega najlepših slovenskih krajev Slovenske Konjice me je pot pripeljala predvsem zato, da bi pozdravil te mlade športne prijatelje, junake jim jaz pravim, ki del svojega časa povežejo in oplemenitijo športom. Športom, ki mu jaz ravno zaradi tega, ker sem spoznal življenje oseb s posebnimi potrebami in njihovo športno dejavnost, vedno pravim šport z veliko. To ni samo gibanje, to ni samo umetnost gibanja, to je način življenja, to je življenje, to je ena velika srčnost. In čeprav sem pedagog in učim druge, sem se ravno od njih v minulih 9 letih ogromno naučil. Odprli so mi nove vidike športa, ki jih zdaj lahko predstavljam tudi bodočim športnim pedagogom, bodočim trenerjem, ki jih lahko predstavljam staršem, ki nimajo otrok s posebnimi potrebami, zato da bi jih razumeli, zato da jim bi kdaj naredili družbo, zato da jim bi polepšali dan. Če sem danes komu izmed njih polepšal dan, potem je moj namen presežen, sam pa sem že s tem, ko sem prišel v Konjice in ko sem začel doživljati to predštartno napetost, poln, da se lahko vrnem v Ljubljano, da lahko na fakulteti za šport, kjer poučujem, kjer službujem in tudi v svoji družini pravzaprav prinesem spet nekaj lepega, spet nekaj novega, nekaj dodatnega, tisto, kar me žene, da to, kar počnem srcem in to delim tudi med druge. Hvala lepa za vaše srčne športne misli in veliko športnih uspehov na pedagoškem in tudi na življenjskem področju. Hvala lepa. Hvala za povabilo in srečno. Vsak je tekmovalcem zaželel veliko športne sreče in veselja, saj so zmagovalci tokrat bili vsi udeleženci iger, ker so se potrudili vsak po svojih močeh. Športno prireditev je povezovala Andreja Blimen-Majcen, ki je s spodbudnimi besedami pomagala pridnim navijačem na tribuni. Najglasnejši so bili učenci prve triade Osnovne šole Podgoro, ki so zasedli tribune s svojimi pripravljenimi rekviziti in v en glas navijali za Oš v Parku, kar je tudi odmevalo pri vsakem tekmovalcu iz te šole, ki se je na stadionu pomeril s svojimi sotekmovalci. Geslo iger specialne olimpijade se glasi: Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu. To geslo je hkrati tudi zaprisega športnikov, ki se je ohranila skozi vse igre do danes. Prijavilo se je 19 ekip iz Celjsko-Koroške regije, ki jih je čez celo tekmovanje spretno vodil vodja tekmovanja Brane Vodopivec skupaj z ekipo pod budnim očesom vodje projekta Milene Olub. Tekmovalci so se pomerili v 4 disciplinah na 2 lokacijah.
atletika in elementi nogometa na stadionu Dobrava, v športni dvorani pa elementi košarke in namizni tenis. Tekmovanje je potekalo zgolj po pravilih specialne olimpijade Slovenije, ravno tako so lahko tekmovali samo člani specialne olimpijade Slovenije. Udeleženci iger so se glede na svoje sposobnosti lahko prijavili na nižji ali višji nivo in tako je nastal razpored disciplin v atletiki po obeh nivojih, elementi nogometa in košarke so potekali le po nižjem nivoju, namizni tenis pa se je odvijal le na višjem nivoju kot igra posameznikov. Tehnične discipline atletike na nižjem nivoju so bile razdeljene v naslednje skupine. Tek na 50 metrov, met žogice in skok v daljino z mesta, na višjem nivoju pa so se lahko pomerili v naslednjih skupinah. Tek na 100 metrov, tek na 200 metrov in tek na 400 metrov in še suvanje krogle ter skok v daljino za letom. Sodniki Vinko Potočnik, Andrej Zorc, Amalija Ajdnik in Primož Kračun, ki so preverjali rezultate in ocenjevali sestavne elemente posameznih disciplin, so imeli kar nekaj dela, saj je bilo prijavljenih 206 varovancev iz centrov za usposabljanje, delo in varstvo, osnovnih šol in društev Sožitje. Razglasitve rezultatov v vseh disciplinah so potekale na stadionu Dobrava takoj po vsakem končanem tekmovanju oziroma po prihodu na stadion. Prvi 3 tekmovalci v vsaki skupini so prejeli zlato, srebrno ali bronasto medaljo, vsi ostali pa trakove za udeležbo kot priznanje. Prav poseben čar pa so pri podelitvi vseh priznanj in medalj s svojo prisotnostjo dodali slovenski vrhunski športniki. Primož Kozmus, bivši metalec kladiva, je bil prvi, ki je tekmovalcem okoli vratu podelil medalje in priznanja. Martina Ratej, metalka kopja, je svojim prisrčnim nasmeškom čestitala in zaželela še veliko športnih dosežkov vsem udeležencem iger. Jure Zdovc, košarkar in trener, je v svojem domačem kraju z veseljem sodeloval pri podelitvi priznanj in medalj navdušenim tekmovalcem. Miran Vodovnik, metalec krogle, se je odzval vabilu na prireditev in prav tako popestril dogajanje na prizorišču podelitev medalj in priznanj. Po končanem tekmovanju so športniki odšli na kosilo in se veselili zaključne prireditve na stadionu, kjer se je pelo in plesalo še pozno v popoldanske ure.